Namesto tega brezveznega videoposnetka bi bil tu lahko vaš oglas. Še vedno ste v družbi Radia Kaos. Ljubljanski župan Zoran Janković je danes odgovoril na včerajšnje obtožbe svetniške skupine SDS, češ da je bil ljubljanski proračun za leto 2007 slabo načrtovan, saj je bil v njemu stalo približno 30 milijonov evrov neporabljenih sredstev. Župan Janković. Dejstvo je res, da smo mi proračun lani napolnili v isti višini prihodkovne strani kot leto predtem, ko smo imeli te 6 milijonov evrov več, ko nam jih je država odzela, predvsem z dobro prodajo našega premoženja. In smo tudi na seji mestnega sveta tudi njim to pojasnili, da smo tokrat naredili, takrat, ko smo sprejemali ta proračun, da pa to ni račun samo v prihodnosti, ker enostavno tega denarja, tega premoženja ni. Tudi razloge, zakaj ni to vse porabljeno, en del je bil zelo tak praktičen, ker je plačevanje 30 dni dela, ki so predvsem na ceste bila zaključene, so bila plačevana po novem letu. Nekje so se postopki zamudili, drugače jaz pa ne vidim tu nobenih problemov. Torej tih 30 milijonov bo porabljeni še iz naslova lanskega leta? Mi bomo že konec letošnjega leta imeli problem zagotavljanja denarja predvsem za neprofitna stanovanja, ker imamo že lokacije, ko bo sedaj ta plan sprejet in bo lokacije odobrene, konkretno govorimo o papir servisu, in ne bomo imeli virov sredstev za plačati stanovanja. Pri napovedanem rebalansu proračuna za letošnje leto pa župan Janković ne vidi težav, saj gre za prerazporejanje denarja znotraj postavk, s čimer bodo zagotovljena dodatna prosta mesta v ljubljanskih vrtcih. Pri SDS-u so tudi prepričani, da je sprejeti ureditveni načrt gradnje štadiona v Stožicah slab tako z gradbenega kot z prometnega vidika. O slednjem župan pravi. Ta prometna rešitev usklajevana z DARS-om in ima vsa potrebna soglasja. DARS, vsi so dali ta potrebna soglasja, drugače ne bi mogli skozi. Če govorijo o okoljskem varskem področju, potem ne vem, kako je to lahko malo bolj ali manj pozitivno. Je pozitivno, drugače ne bi mogli iti na sejo in je napisano, kaj treba narediti. In tretjič, ves čas smo vabili javno odprto od prvega dneva Stožice, da sodelujejo s svojimi pripombami, ko smo imeli razpis, ko smo pripravili razpis, dal je samo 2 pripombi NSI. Bolj redatske naravno, pa vsaj dal 2 pripombi, nihče drug, nobenih sprememb. O sami velikosti štadiona, dvorane in trgovskega središča za slednjega pri SDS-u pravijo, da načrt dovoljuje kar 25% odstopanje gabaritov, pa župan zatrjuje. OPN predpisuje zelo jasno višine, ki so bile, če se spomnite, prvega dokumenta, toliko metrov plus maksimum 2 metra, vse v teh okvirih. Take gabarite ne bomo čez mejo ujeti in jaz tega ne zastopam več, kaj želijo. In mene, če sem čisto skriven, če lahko na tej površini nanesijo še več površin, je sam bož za Ljubljančane. In ne vem, kaj moti. Rad bi pa vedel, kako se zmanjša stadion po dvorani. A smo zdaj rekli, da pa nam je 16 sedež, 12 sedež. A smo rekli, da zdaj stadion ne bo 150 metrov, ampak bo 6x30, ko si igral, pa da laže laufam, da cel stadion, pa ne mora več laufa 100 metrov. Župan torej ustraja, da pri športnem parku Stožice ni sprememb in da bo imel nogometni štadion 16 tisoč sedežev, športna dvorana pa 12 tisoč. Prav tako ne pušča dvoma o tem, kdaj bosta oba objekta končana. Stadion in dvorana nisem nikoli govoril, bosta odprti 36-20. Zato imamo 15 milijonov evrov bančne garancije. Razen, če bi mi kot mestna občina kaj zamočili, da ne bi kakšen dokument sprejeli, koliko je SDS poskušal to narediti. Še to, partner za trgovski del športnega parka naj bi bil znan 9. junija, torej čez slab teden dni. Zasebni partnerji pa izbirajo med Supernovo in Srbsko Delto, medtem ko je župan Janković že vnaprej napovedal, da bo potrdil izbor zasebnih partnerjev, ne glede na to, kateri od obeh trgovcev bo izbran. Za Radio Kaos, Aljaž Pengov-Bitenc.